Wyszło Maria, moje weselje, wyś moje żelje, lubiłby Te. Zmiraj pri Tebi, хотел би стати, ljubljena Mati, spomni se me. Zmiraj pri Tebi, hotel bi stati, ljubljena Mati, spomni se me. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi v zemlji, zna, da mi vse mi Tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi v zemlji, zna, da mi vse mi Tebi ga dam. Kraljica si ga že vzela, ti si ga vnela zlate gori. Mati preblaga, ti ga ohrani, hudega brani, reši ga ti. Kadar nam zadnja ura bo bila, Mati prelila, pridi po nas. Ti takrat vodi v raj nas veseli, tam bomo peli hvala ves čas. Takrat vodi v raj nas veseli, tam bomo peli hvala ves čas. Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji pred televizijskimi ekrani, lepo vas pozdravljam iz slovenskega Lurda v predstavnici na Štajerskem, to je v Škofiji Celje. Lepo dobrodošlico pa želim župniku Jožetu Špes. Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti in hvala, da ste si čas, da boste predstavili to lepo baziliko. Torej, danes ste na obisku v baziliki Lurške Marije v Brestanici, v brestaniški župniji. Jože Špes, sem župnik že 28 let v tej župniji in ta župnija je gotovo ena najbolj razsežnih med našimi župnijami, saj ima poleg naše krasne bazilike še 9 podružnih cerkva. V Brestanico pridete lahko ob reki Savi, če prihajate iz Celja, ali pa greste po avtocesti iz Ljubljane do Krškega in potem zavijete proti Brestanici. Prav tako lahko pridete v Brestanico iz Kozjanskega,
se je Brestanica ali Reichenburg, kakor se je nekoč kraj imenoval, okno Kozjanskega. Tu ima Kozjansko, bi lahko rekli, navezavo na Savsko dolino. In naša župnija je gotovo zelo zaznamovana s to našo baziliko, ki vedno znova privablja obiskovalce in romarje. Prav gotovo pa drugo pastoralno delo utripa tako kot ponavadi po župnijah. Najprej so tu nedeljske maše, v baziliki imamo v soboto večer že nedeljsko mašo in ob 7. zjutraj in ob 10. v nedeljo. Prav tako imamo na 2 podružnicah, pri svetem Antonu in pri svetem Kancijanu, redno sveti maši dopoldne. In te podružnice so obilne, smo rekli, 9 jih je. Že sama Brestanica ima 4 cerkve, poleg te krasne bazilike. Ima še staro župnijsko cerkev svetega Petra, ki je iz 12. oziroma 13. stoletja in je bila potem skozi zgodovino vedno znova dograjena do leta 1900, ko so potem ugotovili, da je potrebno graditi večjo cerkev oziroma staro povečati. Ker se stare ni dalo povečati, so se odločili, da bodo zgradili novo župnijsko cerkev na hribu na zgornji strani trga Reichenburg. Tam je imela posesti gospa Ana Korban, ki je darovala ta hrib, in ta hrib je bil kot nalašč ustvarjen za čudovito cerkev, ki so jo ob 50-letnici Marijinih prikazovanj zgradili na njem in je dobil ime Slovenski Lurd. Poleg stare župnijske cerkve in bazilike ima Brestanica še starodavno cerkev svetega Boštjana, ki je stala že v 12. stoletju, vsaj v začetni obliki. Potem na hribu nad Brestanico pa je še cerkev svetega Mohorja. In tako je ta mali kraj spada med kraje, ki ima veliko cerkva. Kdaj pa imate hladno žegnanje, kdaj svete maše? Ja, v naši župniji je glavno praznovanje praznik Lurške Matere Božje. To je 11. februarja oziroma v nedeljo v bližini 11. februarja, tako zvana Lurška nedelja. Ker je pa to po zimi, je še toliko bolj se praznuje obletnica posvetitve naše bazilike in to je v nedeljo po 2. juliju. 2. julija 1914 je bila namreč cerkev po končani gradnji slovesno posvečena. Prav tako je tudi zelo obiskano srečanje bolnikov, ki je vsako leto prvo nedeljo v septembru popoldne. Torej letos konkretno bo 5. septembra od 2 naprej to srečanje potekalo. Najprej priprava v sveti spovedi in skupni molitvi rožnega venca, potem pa sveta maša z maziljanjem bolnikov in z blagoslovom bolnikov z Najsvetejšim. Tega srečanja bolnikov se udeleži zelo veliko ljudi, tako da je bazilika ponavadi polna in tudi vseh 8 spovednic, ki jih je v baziliki, tisti dan vsaj 2 ure polno zasedenih. Zakaj pa zakaj Romani pravijo, da je Brestanica slovenski Lurd? Kdo je naredil ta kip Lurške Marije?
Romarji povejo, da je Brestanica slovenski Lurd ne kar tako na pamet, že takoj ob graditvi oziroma posvetitvi cerkve je nastal ta izraz slovenski Lurd kot dejstvo, da so to cerkev gradili vsi Slovenci. Ko se je pripravljala gradnja, je župnik Jožef Cerjak, ki je vodil gradnjo, ustanovil cerkveno stavbno društvo Marije Lurške v Reichenburgu in to društvo je začelo zbirati sredstva za gradnjo nove župnijske cerkve v Reichenburgu. In v arhivu je knjiga darovalcev, kjer so v debeli knjigi na drobno napisana imena in priimki in kraji vseh darovalcev. In dejansko iz tega lahko razberemo, da so to svetišče v Brestanici gradili vsi Slovenci. Zato je naziv slovenski Lurd še kako upravičen, saj so vsi Slovenci tukaj v 50-letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu postavili Mariji trajen spomin svoje zvestobe, svoje vere. Kip, ki krasi glavni oltar naše bazilike, je bil izklesan v Parizu in prepeljan v Lurško votlino. Tam na kraju Marijinih prikazovanj ga je škof, dr. Mihajl Napotnik, ki je pozneje cerkev tudi posvetil, blagoslovil in izročil v varstvo Lurške Matere Božje vse duhovnike in vernike svoje škofije. In na ta način, bi lahko rekli, je še prav posebej priporočil Mariji v varstvo, da je Lurška Marija še na prav poseben način naša zavetnica. Slovenci smo pravzaprav dejansko veliko častimo Marijo, smo pravzaprav Marijin narod, kot bi lahko v prispodobi povedal. Gotovo. Slovenci Marijo, Božjo mater, zelo častimo, saj drugače tudi v bistvu biti ne more. Saj, kdor je pravi kristjan, Marijo časti, ker je Marija Božja mati, ker je Marija tudi naša duhovna mati. Tudi njena prikazovanja v Lurdu, bi lahko rekli, še na prav poseben način izkazujejo njeno materinsko skrb, saj je Marija v Lurdu opomnila nas, svoje otroke, naj ne pozabimo na molitev in naj ne pozabimo na pokoro. To sta namreč dve ključni stvari lurškega sporočila, ki sta seveda na poseben način tudi upodobljeni v naši baziliki. Na stenah vidimo slike rožnega venca, ki nas vabi k molitvi. Marija drži v rokah rožni venec, saj je z Bernardko, kot vemo, skupaj molila rožni venec, oziroma premikala jagode na rožnem vencu, ko je Bernardka glasno molila zdrave Marije. Prav tako tudi mnoge spovednice v naši baziliki so spodbuda k temu, da bi se uresničevalo tisto Marijino sporočilo o pokori. Pokora, ki ni sama sebi namen, ampak ki pomaga k spremembi mišljenja in ravnanja in tako človeka dela bolj sprejemljivega za Boga. In prav gotovo v naši župniji tudi zelo častimo Marijo že prej skozi stoletja. Največja znamenitost naše župnije je namreč sočutna pieta Mati Božja z mrtvim Jezusom v naročju iz prve polovice 14. stoletja in to je iz prve polovice 15. stoletja, leta 1410 in nekaj, je verjetno bil izklesan ta znameniti kip, ki je krasil nekoč
starožupnijsko cerkev svetega Petra, sedaj pa je zaradi boljših klimatskih razmer postavljen v krstilnici naše bazilike. In Marija sočutna prestaniška je eden največjih spomenikov gotskega kiparstva pri nas v Sloveniji in gotovo tudi njena podoba je zares nekaj posebnega in gotovo vredna, da si jo ogledamo v krstilnici naše bazilike. Je sveta maša potrebna kristjanu? To ni vprašanje, če je potrebna ali ne. To vprašanje je Jezus sam pravzaprav že odgovoril na njega, saj je rekel, to delajte v moj spomin. In torej želi, da to, kar je on storil pri zadnji večerji in to, kar je na krvav način izvršil na križu, zares ponavljamo v njegov spomin. In brez tega ne more biti pravega krščanskega življenja. Zato v naši župniji se trudimo, da bi bila sveta maša čim bliže ljudem in da bi jo ljudje radi obiskovali. Pa je tako, če starši radi obiskujejo sveto mašo, jo bodo tudi otroci. Mladina dan današnji se ravna tako, kakor vidi zglede starejših. Dostikrat morda pravimo, kakšna je današnja mladina. Prav takšna, kakor smo jo vzgojili, kakor smo jim dali napotilo življenja. Ko recimo gledam Birmance, pa vidim, da ta ali oni samo zaradi tega prihaja k verouku in čaka na Birmo, ker so mu starši to naročili, glej, da bo šel, niso mu pa znali razložiti, zakaj naj bi šel v Birmi, potem se nič ne čudim, da po Birmi odneha, ker tudi njegovi starši ne poznajo daritve svete maše, ne poznajo nedelje in seveda otroci pač bojo ravnali tako, kakor so jim starši, ne samo svojo besedo, ampak svojim zgledom, svojim ravnanjem pokazali. In družine naše bi gotovo veliko bolj krščansko lahko zaživele, če bi bila v njih molitev, če bi nedelja bil Gospod dan, če bi zares zavestno prejemali svete zakramente, potem bi gotovo naše družine veliko bolj krščansko živele. A vendar ne glejmo na otroke, ne glejmo na mladino, češ oni morajo to storiti, mi starejši smo na potezi. In ob nas, ob našem zgledu, bodo mladi prav lepo in luštno sodelovali v verskem življenju. To mi dokazuje tudi naša župnija. Poznam družine, pa vem. Tale družina prihajajo starši k maši, prihajajo otroci k maši. Nobenega problema, da se vera ne nadaljuje iz roda v rod. Druga družina, kjer pa vse to opuščajo, kjer jemljajo vse skupaj kot eno folkloro, pa seveda ne more biti drugega, kakor da pač mladi rod še toliko bolj preprosto vero zavrže kot nekaj, kar pač ni vredno, da bi peljali naprej. Kot nekaj, kar jim za življenje ničesar ne pomeni. Zaradi tega, ker jim pač nihče ni znal vere prav predstaviti. Je pa verjetno molitev tista, ki lahko družino poveže tudi župnijo v občestvu. In verjetno se še vi spomnite časa, ko ste še bili mladi, pa zdaj je verjetno te čase družino se skupaj zelo težko primerjati, ker bili so drugi časi. Ja, so drugi časi, ali potreba po molitvi je prav ista in kjer ni molitve, tam ne more biti vere. Molitev je izraz naše vere in vera utemeljuje molitev. Tega dvojega, enega brez drugega ne more biti. In zastonj pričakujemo,
da bo naš narod veren, če ljudje ne bodo znali moliti. Znali moliti, pravim. Ugotavljam namreč, da včasih nekdo niti Oče naša, drugega dela Oče naša, daj nam danes naš vsakdanji kruh, če ločeno molimo, ne zna speljati do konca. Preprosto ne ve niti najosnovnejših molitev. Zakaj? Je zato, ker si nikoli ne vzamejo časa, da bi molili. Molitev je tista, ki je še kako potrebna za naš odnos do Boga, seveda se bo pa tudi naš odnos med nami popravil in izboljšal, če bomo znali prav moliti. Lepo bi vas povabil, da bi našo baziliko kdaj obiskali. Govorim o baziliki. Leta 1929 je papež Pij XI razglasil našo cerkev za baziliko. In ta odlok so potem z slovesnostjo na malo mašo leta 1929 razglasili in od takrat naprej je bazilika še na poseben način vir mnogih milosti za tiste, ki jo obiskujejo. Kajti vsakdor jo obišče, lahko prejme popolni odpustek, seveda, če opravi tudi svetospoved, če je pri svetem obhajilu in če moli po namenu svetega očeta. Vas povabim zlasti na srečanje bolnikov vsako leto, prvo nedeljo v septembru, obletnico posvetitve naše bazilike, prvo nedeljo v juliju, na Lurško nedeljo po zimi, če ne bo prehudo vreme, in drugače v raznih skupinah. Sedaj le na jesen pričakujemo, da bodo vsako soboto, tudi danes so najavljene skupine, in da bodo zares veseljem obiskali to prekrasno cerkev, ki je delo arhitekta Hansa Pašerja iz Gradca, ki je poslikana z slikami Petra Markoviča, ki predstavljajo rožni venec na stenah naše bazilike, in Furlan Bjerti pa je drugo okrasno poslikavo napravil. Obenem še opozorim na orgle, ki so ene največjih v Sloveniji, so pa gotovo največje še v celoti ohranjeno delo orgelskega mojstra Josipa Brandla iz Maribora. Imajo 40 pojočih registrov, 3 manuale in so bile leta 2003 v celoti obnovljene in danes s prvotno glasnostjo in lepoto zvoka povzdigujejo bogoslužje v naši cerkvi. Verjetno bi pa tudi mediji lahko veliko več naredili dobrega za ljudi, za Boga, pa bi morda gledalce povabil k molitvi tudi v ta namen. Jaz se vam, gospod župnik Jože, zahvaljujem za povabilo, oziroma da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti, da ste predstavili tole baziliko v slovenske Lurške Matere Božje. Želim vam vse dobro tudi vsem ostalim in pokloni, da ste sodelovali v naši oddaji Pot poti. Hvala lepa tudi vam, da ste nas obiskali. Vas, spoštovani gledalci, lepo pozdravljam s tistim starim krščanskim pozdravom, hvaljen Jezus in Marija, in z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Višo Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubil bi te. Zmiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me.
при Тебі хотів би стати, люблена мати. Спомнися нам, Карпати хочеш, моя краліця, сладка девіця, да ти подам. Другого не мам, серцем і в землі, з надами всеми Тебі дам. Другого не мам, серцем і в землі, з надами всеми Тебі дам. Ти краліця, сі каже взіла, ти сідавнила за те горі. Мати преблага, тіка охрані, худега брані, ріші гати. Kadar nam zadnja ura pobila, Mati premila, pridi po nas. Ti takrat vodi v raj nas veseli, tam bomo pili hvala ves čas. Takrat vodi v raj nas veseli,